Govorimo o osebni odgovornosti ministra, ki je točno vedel, da gre v nezakonito imenovanje in je kljub temu šel. Zdaj, ko je Jušić odstopil, je pa vse v redu in lahko potem mi nekako ministra podpremo, ne? Imajo zdaj v bistvu vsaj neko mini trofejo tam nagačenega, ne vem, Jušića z rogovi na steni, ki ga zdaj lahko pokažejo kot nek svoj dosežek. Dobrodošli na Safariju, podcastu, ki ga spremljajo levi in desni, pa tudi levi in besni, kot nam duhovito sporočate na družbenih omrežjih. V epizodi, ki si jo bodo z enakim zanimanjem ogledali Damir Črnšec, Boštjan Poklukar, Tina Gaber in Zala Klopčič. To je bil teden, ki nam je dokončno vrnil Milana Kučana, kar pa je glede na početje Roberta Goloba kar prijetna sprememba na bolje. Pa tudi teden, ko smo ostali brez nezakonito imenovanega šefa policije, ki se je ob odstopu modro zahvalil predsedniku vlade, še posebej Robertu Golobu. Danes zjutraj sem ministru za notranje zadeve podal odstopno izjavo s funkcije generalnega direktorja policije. Naj se na tem mestu zahvalim ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju, vladi dr. Roberta Goloba za izkazano zaupanje pri vodenju tako velikega organa. Magister Senad Jušić ne jaz kot minister in vlada ni naredila nič narobe. To je pravzaprav zelo častno potegnil potezo, ko je ugotovil tudi sam, da pravzaprav je vse skupaj neko breme na samo inštitucijo slovenske policije, se seveda odločil tako, kot se je odločil. Da je danes pred svoje lastne ambicije postavil interes policije in da je s svojim odstopom razbremenil policijo pritiskov. Ja, nekaj reči, ne. Senad Jušić se je poslovil kot kakšen dijak z prakse, bo pa morda ta praksa mu vsaj pomagala kdaj v prihodnje, ko bo imel zdaj skoraj dve leti več delovnih izkušenj na vodstvenem položaju. Ne? Samo da so razbremenjeni. Ne. Zdaj, vlada se ves čas hvali, ne, da pravzaprav je eden redkih dosežkov, ki so ga pripeljali v slovensko politiko, da se znova spoštujejo institucije, ki so bile poteptane pod prejšnjo vlado, ne, pri čemer gre ravno pri policiji, pravzaprav je policija, se mi zdi, tisto področje, kjer se vladi Roberta Goloba najbolj nekako cedijo sline, ne, že Tatjana Bobnar je opozorila, ne, na to vmešavanje vlade v delo policije, ne, potem je celo prejela kazensko ovadbo, ne, oziroma Golob je prejel kazensko ovadbo policije na to temo, ne, in ko je želela Boštjana Lindava imenovati, je Golob ocenil, da tam ne bo dovolj konkretno počistil z janšisti, zato so si potem nastavili Senada Jušića, ne, ki pa več kot očitno, ne, vsaj tako se govori, ne, nima izpolnjenih teh delovnih izkušenj, zato so računali, da bodo nekako brez, kot je menda sicer klasika, ne, brez obrazložitve to spravili čez, ker češ sej itak to ne bo nikogar zanimalo, ne, zdaj imeli so smolo, Boštjan Lindav se je pritožil, ne, upravno sodišče je razsodilo in zdaj že po več kot 2 mesecih, ne, smo naposled prišli do točke, ko se je Senad Jušić naposled odločil odstopiti, ne, in sicer to po še enem fiasku, ne, na Centru za zaščito in reševanje, ki je že ves čas pravzaprav te vlade tudi nekako v centru teh afer od samega začetka, ko si je Golob svojo varnostno službo prestavil iz Centra za zaščito in reševanje do potem opozoril tožilke, ne, ki preiskuje Kavaški klan, do tega zadnjega fiaska, ne, ko so pravzaprav tem istim tožilcem, ki preiskujejo Kavaški klan, najprej odvzeli varovanje, potem pa ga znova vrnili. Ne. To šele potem se je Senad Jušić odločil, da bo odstopil, oziroma lahko bi verjetno bolje rekli, da je bil odstopljen zato, da bi reševali stolček Boštjana Poklukarja. Ne. Sem najprej mogoče glede teh izjav na dan odstopa. Ne. V Sloveniji res smo marsikaj vajeni, sploh tisti, ki smo tudi na terenu bili leta in gledali podobne izjave, ampak tega, da bi se šef policije, za katerega itak 3/4 države govori, da je politično nastavljen, da je tam izbranec vladajoče stranke, ne, potem še tako nespametno in amatersko, ne vem, tam 15 minut zahvaljuje malda ne mami, očetu in zraven Robertu Golobi, Tini Gaber in Boštjanu Poklukarju. Jaz kaj takega res, vsaj na odprti sceni, tako javno vsem na očeh res ne pomnem, ne, in Golob se mi zdi, to sva večkrat omenila, zbira take hvaležne kadre, ne, naprimer poslance, enega še posebej, ne, ki je zelo hvaležen, med katerimi se velika večina prvič zaveda, da nikdar več recimo ne bodo sedeli v državnem zboru, ne, že po naslednjih volitvah, ali pa recimo policiste, ne, za katere je sedenje enkrat v karieri v pisarni generalnega direktorja nekaj takega, kot recimo za Tino Gaber obisk Bele hiše, skratka vrha. Ne. Ja, pa tudi ne samo ta vrh z vidika
funkcije, ne, z vidika časti, ampak tudi privilegije pridejo s tem povezavi. Ne? Ja, in potem Poklukar in Golob na dan tega odstopa to vse skupaj predstavljata kot eno blazno načelno dejanje, višek etike, pokončnosti in tako naprej. Ne? Čeprav je treba opozoriti na eno dejstvo in v bistvu je opozoril med tednom na to dejstvo Anže Logar, ki se je po daljšem času oglasil na družbenih omrežjih, da je od sodbe upravnega sodišča, ki je ocenilo, da je bilo imenovanje Jušića nezakonito, minilo vmes 83 dni, tam od sredine oktobra nekje, ne? In Logar je napisal, da je to 83 dni ničelne politične kulture in v bistvu se velja samo točno s tem strinjati, ne pa da je to neka načelna poteza in da je zdaj ne vem kako koga razbremenil. Ne? Zdaj druga stvar, lahko smo pri razbremenitvi. Seveda, ne? Vemo, da je stvar s tem namenom, da se razbremeni predvsem notranjega ministra pred, mislim, da je v torek interpelacija v državnem zboru, ne? Ampak kako izključiti njegovo objektivno in subjektivno odgovornost. Sploh ob eni neuradni informaciji, ki sem jo pridobil zadnje dni, šel sem gledat datume. 23. februar 2023 je bila javna predstavitev, ko je minister Poklukar povedal, imamo generalnega direktorja policije, Senad Jušić in tako naprej. Po mojih informacijah je bil še istega dne od notranjih služb na ministrstvu in na policiji opozorjen, da kandidat ne izpolnjuje teh osnovnih pogojev, kjer se je kasneje res tudi zataknil, ne? In je potem šel preverjati po zanesljivih informacijah osebno na sestanek k šefu tako imenovane uprave za organizacijo in kadre Robertu Kosu, ki mu je še enkrat potrdil, ja, Senad Jušić res ne izpolnjuje osnovnih pogojev, kar se izkušenj tiče za imenovanje. Ne? In potem so se nekako odločili, domnevam, da še v kakšnem trikotniku s kakšnim državnim sekretarjem na kakšnem drugem ministrstvu, ne, da sej pač kdo bo pa to preveril. Sej od zunaj nihče ne bo imel pogleda v dokumentacijo, ker se nihče ne bo pritožil. Ja, seveda se je, tako kot si sam rekel, Boštjan Lindav se je pritožil, prijavil kot sveže odžagani šef policije na razpis še enkrat, ne, in se kasneje pritožil na izbiro. In tukaj smo, ne, se pravi, govorimo o osebni odgovornosti ministra, ki je točno vedel, da gre v nezakonito imenovanje in je kljub temu šel. Ja, pri čemer, ne, mislim, če sem prav zasledil, mislim, da je Boštjan Lindav v tej svoji pritožbi navedel, da ima Senad Jušić, mislim, da 212 dni teh ustreznih vodstvenih izkušenj, nezahtevanih jih je pa 8 let. A misliš, da sem mu še lanski dopust štel v te dne? Mislim, res smešno, no, ampak... Zdaj je vsaj več kot podvojil, ne, te delovne izkušnje za naslednjič, ko se bo potegoval za kakšno tako mesto. Jaz mislim, da pred torkovo interpelacijo vsem še ni vse čist zaprto, vidimo še vedno neke take nezadovoljne tone, predvsem SD-ja, in mislim, da je pred torkom vprašanje predvsem, ali je za temi sestanki in preverjanji, ki sem jih omenil prej, morda ostala na MNZ-ju ali pa na policiji tudi kakšna papirnata sled, ne. Mislim pa osebno, da če bi SD si želel v luči predvolilnega leta kaj dobrega, ne, ob teh dogodkih v koaliciji, da bi se moral tu postaviti ne samo na pozicijo, da bi javno napovedali že ta teden, da bodo podprli interpelacijo, s tem tudi kršili koalicijski dogovor, ne, ampak tudi, da bi zahtevali od Svobode, da jim preda ta resor. Ne. Vse konec koncev se nekaj podobnega zgodilo na pravosodju v obratni smeri, zaradi afere Litijska. Ne. Ja, zdaj, če smo že glih pred tem, ne, pri teh koalicijskih partnerjih, ne, se mi zdi, da ne morem se znebiti občutka, ne, tazga nekoliko nenavadnega v okviru tega. Ne. Če se spomniš, ko se je začelo, so se in v Levici, ne, mislim, da Matej Tašner Vatovec in recimo v Socialnih demokratih postavili kar precej ostro, češ, ne, da to pa ne gre, da to pa treba kaj urediti v zvezi s tem. Potem smo pa zdaj imeli teh 83 dni, ne, ko se je saga vlekla in so bili večino tega časa oboji koalicijski partnerji Svobode predvsej tiho, ne, se mi zdi, da in potem zdaj zadnje dni so pa spet izrazito ostri, ne, češ ne bomo podprli mislim, ne bomo podprli ministra na interpelaciji, če Jušić ne odstopi. Zdi se mi, kot bi se zmenili, ne, da bodo zdaj oni pritisnili na Jušića, da bo Jušić odstopil in da potem lahko rečejo, zdaj, ko je Jušić odstopil, je pa vse v redu in lahko potem mi nekako ministra podpremo, ne, pri čemer bi dodal še to, ne, da razumem sicer stvar koalicijskega dogovora je, da se ministrov ne ruši, pa vendar ne, je dejstvo, da tudi, če se Socialni demokrati in Levica ali kdorkoli od njih odločijo, da bodo pri glasovanju vzdržani, je to pravzaprav čisto vseeno, tudi če bi glasovali proti interpelaciji. Ja, dvoje bi rekel. Eno je to, kar praviš, ne, imajo zdaj v bistvu vsaj neko mini trofejo tam nagačenega, ne vem, Jušića z rogovi na steni, ki ga zdaj lahko pokažejo kot nek svoj dosežek, ne, da je pač mogel iti. Drugo pa je dlje kot ali pa več dni kot trajajo, recimo te neke deklarativno ostre, stroge izjave, ne, do Gibanja Svobode.
na nek način vendarle malo delajo za svoje dosežke na anketah javnega mnenja, mogoče kakšen procent tudi zbijajo Gibanju Svoboda, tako da predvsem to predstavo za PR, za javnost gledamo v resnici, ne. Zdaj pa, če greva korak naprej, ne, a smo mi zdaj realno, tudi z vidika državljana, a smo mi zdaj realno razbremenili, osvobodili policijo in bo zdaj delala super naprej, ne, dajmo malo pogledati, recimo, kdo je že VD, ne, Damjan Petrič, sem govoril te dni, tudi te informacije, ne, o nezakonitem razpisu so notranje iz policije in so mi za Damjana Petriča rekli tako, ne, da je njegova glavna strokovna referenca, da je odličen osebni prijatelj Darka Muženiča, to je šefa NPU, ki ga je izrecno na čelu preiskovalnega urada zahteval Robert Golob, celo Lindav pa Bobnarjeva sta pričala o tem, ne, da si je Golob zaželel Muženiča, tako da zdaj imamo njegovega najboljšega prijatelja kot VD-ja policije. Glavna razlika med njim in Jušićem, to je pa tako zares malo za hec, ne, pa pravijo Petričevi kolegi iz policije, da je to, da ima manj sovjetski naglas od Senada Jušića. Ne. No, zdaj bomo vsaj končno dobili nekoga, ki res tekoče, če tako malo grdo rečem, ne, govori slovensko, čeprav mi je zanimivo, kako so se v tem mandatu nekako na kar več pozicij inštalirali kadri, ki recimo imajo lahko narekovajo, rečemo slovenščino nekoliko. Težave, ne glede na NPU-ja, bi pa dodal še to, ne, da po naključju, ne, ravno te dni se o tem govorijo o enih od naslednjih tem, ne, ko se poteka vojna z agencijo, ne, za energijo. Ravno te dni se je NPU spomnil raziskovati 10 let staro zadevo, TEŠ6, v kateri je vpleten tudi eden izmed članov torej nadzornega sveta Agencije za energijo, eden izmed tistih, ki ne želi še odstopiti. Ne. Tako da na ključi je tukaj kar nekoliko preveč. Ne. Mi javno vemo, ne, da Robert Golob komunicira z šefom NPU-ja, ne, in potem šef NPU-ja po desetletju za afero TEŠ kliče nekoga, ki se ne želi umakniti z vrha Agencije za energijo. Mislim, preveč očitno, ne? Ampak zdaj še, ne, kaj se bo razvoj dogodkov v policiji naprej. Ne? Kaže, da gremo v bistvu iz Senada Jušića iz slabšega na še slabše, ne? Ker po nekaterih informacijah, vidim, da so tudi že v javnosti vmes zaokrožile, bi novi generalni direktor policije lahko postal Franc Pavlin, to je nekoč že bil visok policijski uradnik, ki je pa od 1. januarja letos zaposlen, in to pozor zdaj, v kabinetu predsednika vlade, ne? Se pravi, direktno bi nekdo iz politike, iz najožjega kroga Roberta Goloba kandidiral za novega šefa policije, kar se mi zdi, ne, predzadnji korak, preden na mesto generalne direktorice policije imenujejo Tino Gaber, in bom tudi obrazložil, kako, ne. Glede na to, da Robija nikamor, ampak res nikamor ne pusti samega, je težko reči, da nima izkušnje z izvrševanjem policijskih nalog, ne? In drugo, glede na to, da vodi svoj podcast, ima tudi vodstvene izkušnje, in glede na to, kako uradniški svet piše odločbe, bo to verjetno dovolj za imenovanje Tine Gaber na mesto generalne direktorice policije. Ja, ne, sploh, ker je itak kadrovski bazen, ne, te vlade izrazito plitek, ne, spet praktično nikogar, ki ni dobesedno ali poslanec Gibanja Svoboda ali pa res v nekem tem ožjem krogu stranke, več na nobeno resno mesto na tej točki ne morejo imenovati. Mi pa ni všla še ena podrobnost, ne, in sicer Jušića so branili, ne, dokler ni pred nekaj dnevi, ne, zelo eksplicitno nakazal, da je čas, da Jušić gre tudi prvi predsednik Republike Slovenije, ne, Milan Kučan, in zadnji, kako bi rekel, predsednik Zveze komunistov. Ne. Ja, on je ta teden uporabil sicer v drugem kontekstu, o tem še bova besede, sad te ima, sad te nema, oziroma lepo po slovensko, zdaj si, potem te ni, in človek ve, o čem govori, Senada ni več, ne. Senada ni več, ne. Je pa recimo še vedno, pravzaprav se mi zdi nekako resno v stolčku, ne, notranji minister Poklukar, čeprav mora poudariti, tukaj ne snemamo tole dopoldne, ne, tako da po maniri te vlade se nikoli ne ve, kdaj bo morda popoldne v petek odstopil še disciplina, minister. Med čez ramo, ne. Tako da na tej točki samo da opozorilo za gledalce, da ne bomo nekako čudno izpadali potem, ko bomo zvečer epizodo objavili. Ampak še sekundo, dve, preden še en posnetek pogledava. Ja, Old Boysi so na tem primeru pokazali svojo moč. Zdi se mi, da sicer nimajo zelo harmoničnega odnosa z Robertom Golobom, ampak ravno obratno, v bistvu, da je to skrajno napeten, tak dinamičen odnos. Tako kot si rekel, Milan Kučan je zelo jasno 2-3 v enem tednu povedal, da je treba ponoviti razpis
za šefa policije, mogoče še korak dlje v tej kritiki je šel pa Drago Kos, ki je rekel, da si je Svoboda povsem podredila in hkrati tudi onesposobila policijo pri njenem delu, ampak je pa Milan Kučan drugim partnerjem v tej koaliciji, Robertu Golobu je mimogrede povedal še, da se obnaša kot slon v trgovini s porcelanom, je pa drugim Levici in SD-ju takoj zabičal, ni čas, da gre kdorkoli iz koalicije, pa predlagam, da to pogledamo. Stranke sedanje koalicije so dobile pač zaupanje na volitvah, da vodijo državo. Če bo prišlo med njimi do nesoglasja, do spoznanja, da ne morejo nositi skupaj te odgovornosti, se bodo pač odločile za predčasne volitve. Jaz seveda pa mislim, da razmere niso takšne, ne gredo se tako lahko odrekati odgovornosti, tudi ne zaupanju, ki so ga volivci pokazali in seveda volivci bodo takšno, bi rekel, lahkotno razbremenjevanje te odgovornosti, če bo do nje prišlo, seveda tudi znali kaznovati. Jaz seveda mislim, da razmere v Sloveniji zahtevajo prej gotovost kot pa negotovost in takšne predčasne volitve bi negotovost gotovo prinesle. Prvo, kar je zanimivo, da je ta format oddaje na nacionalni televiziji namenjen do zdaj bil vsaj izključno dvema kategorijama. Eno so recimo politični analitiki, komentatorji in drugo neposredni akteri dnevne politike, se pravi aktualni politiki v bistvu. Ja, očitno je Kučan zdaj kar oboje. Komentator, najna konkurenca v bistvu. Ali pa akter, morda pa je spet postal akter. Zanimivo se mi zdi, da imamo na papirju še vedno vlado, ki ima še vedno eno najudobnejših večin v zgodovini samostojne Slovenije. Se pravi, če se štejemo 40 poslancev od Svobode, pa 8, mislim, da 7 od SD-ja, pa 4 do 5 od Levice. Mislim, da smo na 52. Smo tukaj na takšni večini, pri kateri pravzaprav govora o predčasnih volitvah sploh ne bi smelo biti. Pa se mi zdi, kot da se je Kučan ustrašil, da bi morda pa vendarle do njih lahko prišlo. Mislim, da se sicer jasno kaže, da prav v kratkem predčasnih volitev še ne bo, ampak da so očitno bolj verjetni, ali pa da morda Kučan želi preprečiti preventivno, ali pa da se zdijo bolj verjetne, kot se morda na prvi pogled zdijo nam analitikom, ki morda nimamo čisto vseh. Ja, jaz mislim, da še najbolj nemirno je v vrstah SD. Oni tudi morda z kakšnim taktičnim izstopom iz te vlade, ampak kot si rekel, pozno, tam nekje pozno jeseni letos, s čimer bi v bistvu mandat tej vladi skrajšali samo za mesec, dva, lahko še največ pridobijo. Tako da mislim, da je mogel biti na nek način vključen v zakulisne debate okrog odstopa Senada Jušića in je videl, koliko je tukaj nekega nezadovoljstva in je dejansko, mislim, da se zbal, da bi prvič resno počlo v koalicijskih vrstah. Je pa treba poudariti, da pravzaprav sam izstop ene stranke še ne bi vrgel koalicije, ker bi ta še vedno načeloma imela večino, plus tega, da se da tudi brez večine dokaj dolgo še vladati, kar je recimo nazadnje dokazal Janez Janša, mislim, da pol mandata vladal z 38 poslanci. Mislim, da zdaj tudi v malo drugačni luči vidim tisto fotografijo Kučana, Jankovića pa Goloba na ljubljanski tržnici. Mislim, da že takrat ni bila samo debata, kako že o velikem dosežku reforme javne uprave pa plačnega sistema. Po mojem so kakšno že v policiji tudi takrat načeli debato. Mislim, da so tudi sogovorniki taki, Janković, Golob, oba dva s poudarjenim interesom za policijo in pravosodje. Sicer pa, tako je, ta omrežja so pomagala Golobu do zgodovinske zmage, 40 mandati plus, niso pa po mojem računali, to je pa moja čisti iskrena ocena, kako brezobzirna in tudi pokvarjena, dobesedno je najožja ekipa z Robertom Golobom na čelu. Kaj mislim s pokvarjena? Poglej, kako biznisirajo. Nekaj pri tem izbiri policijskih helikopterjev mi smrdi do neba. Omenili smo v prejšnji epizodi, da je v igri isti proizvajalec, ki je poskušal že podkupovati slovensko politiko. Druga stvar, vedno več je namigov, vedno več se tudi piše o nekih apetitih finančnega ministra glede koncesij pri igrah na srečo, privatizaciji različnih športnih stav in podobno. Da v interesih Roberta Goloba, pa recimo ministra Kumra v energetiki niti ne razpravljamo, ker je tam po mojem mati vseh teh afer in izvirni greh. Tako da jaz bi kar rekel, da v bistvu Sloveniji vlada Golobov kartel. Zdaj, ena od lastnosti kartelov nasploh po svetu je pa, da oni pač se čutijo zelo močne in ne spoštujejo nikogar in tukaj zdaj prideva do ene poante, ki sta jo in predsednica Republike Nataša Pirc Musar in predsednik SD-ja, ki jih pogosto omenjava Matjaž Han, ta teden omenila, namreč nespoštovanje. Predlagam, da pogledava to. Predsednik vlade je v intervjuju za komercialno televizijo govoril o samouklicani šefici države. Kako ste to sprejeli, to kvalifikacijo? Ni mi sedla
na lahko, na moje srce. In tu mi spet pride v ospredje, veste, ena sama beseda, spoštovanje. Če mi drug drugega spoštovali ne bomo, kako lahko pričakujemo, da nas bodo spoštovali ljudje? To je pravzaprav nek izvirni greh. Ne? Prvo bi rekla nespoštovanje do funkcije, nespoštovanje do pristojnosti, ki jih imam. Je najbolj pomembno v življenju spoštovanje, bom rekel, tistega, s katerim greš po eni poti. Ja, karteli načeloma veliko dajo tudi na to, da gospodarju vsi drugi poljubijo prstana. Ne? In mislim, da to Robert Golob v prenesenem pomenu pričakuje od koalicijskih partnerjev. Mogoče sestavek 2. Pirc Musarjeva se je precej razgovorila še v nadaljevanju, prav izrecno rekla, z Golobom nimava zglednega odnosa in komunicirava samo takrat, ko se res morava. Ne? In Han nekaj podobnega v bistvu. Mislim, izjava od Goloba, ne, na katero se je nanašala Pirc Musarjeva, se mi sliši, kot bi Sloveniji vladala neka vojaška hunta, ne, kjer bi se Pirc Musarjeva samo oklicala za predsednico, ne pa bila izvoljena na demokratičnih volitvah, ne, oziroma v tem kontekstu je potem tudi Golob, ne, lahko rečemo samo. Mogoče razlika samo v tem, da je Escobar je gotovino zakopaval v zemljo, ne, medtem ko imajo nekateri račune v Romuniji, pa temu še nismo prišli čisto do dna. Ne. Je pa res, da recimo ljudje, ki imajo težave z narcisoidnostjo, ne, zelo težko spoštujejo kogarkoli drugega. Ne. Je pa res, da kljub temu ne, bi bilo na mestu, da se, ne, sploh govorim tukaj zdaj o Matjažu Hanu, ne, da bi se koalicijski partnerji kljub svoji recimo podrejenosti v številu mandatov v primerjavi z vodilno stranko vendarle nekoliko bolj jasno postavili po robu Robertu Golobu in tudi držali to jasno linijo, ne, torej pač rekli, v redu, ne bomo mi podprli interpelacijo, recimo, če pač je nek minister res tako sporen, da bi enostavno moral oditi, ne, če ga Golob ne odpokliče sam, pač so za to postopki v parlamentu in če ima neka stranka, recimo Socialni demokrati, tukaj še najbolj, ne, ki je neko integriteto z neko tradicijo, ki jo nosijo sabo in terenom, ne, mislim, da bi pač na tej točki lahko pokazali javnosti, da vendarle so neka samostojna neodvisna stranka. Na tej točki še nismo, ne, je pa Han, sem ga zdaj prvič v tem mandatu, sem si ogledal to njegovo novinarsko konferenco in je pač kamera pokazala tudi zbrane novinarje, ki so bili tam, ne, ki so kar v bistvu z začudenjem gledali, kako da je Matjaž Han izgovoril sicer povsem logične in samoumevne besede in sicer mi smo konkurenti. Jaz nisem član Gibanja Svobode, jaz sem predsednik SD, ne, in 40:6 v poslanskih stolih se mi ne zdi zdravo razmerje. Do te točke je zdaj Matjaž Han prišel, od tukaj dalje še ne in vprašanje tudi, ne, tako kot pravim, potencialno morda res v finišu mandata. No, tudi pri Slaku je bil izrazito oster, recimo, še takrat, ko še ni bilo jasno, da bo Senad Jušić res odstopil. Ja, retorično se je vprašal, a je res tako težko ponoviti razpis, no zgleda, da vse ni, ne. Očitno ne, ne. Je pa še nekdo, ko govoriva o spoštovanju, izgubil spoštovanje do Roberta Goloba v kontrasmeri in to je njegova nekdanja poslanka Mojca Pašek Šetinc, ki je sicer zelo velikimi upanji, se spomnim takrat 2 leti in pol nazaj vstopala v to zgodbo Gibanja Svobode in zdaj pazi to, ne? Citiram, tako, recimo, da avtor ni znan, ne? Ne morem se znebiti vtisa, da nas predlog medijskega zakona vrača v 80. leta prejšnjega stoletja, v čase, ko je politika nadzirala vse v povezavi z mediji, ko je lahko tožilec po ukazu partije sredi tiska zaustavil izdajo Mladine. Še bolj zaskrbljujoče je, da predlog še najbolj spominja na medijsko regulacijo Vučićeve Srbije. Zdaj, če ne bi vedel, kdo je to napisal na Facebooku, in to je Mojca Pašek Šetinc, bi to mirno rekel, da je to en desnosredinski poslanec SDS-a ali pa NSI-ja, ne? Kar pa dejansko potem šele dokazuje, kakšna godlja oziroma kakšna, kako so že temu rekli, podvala je v bistvu ta medijski zakon, ne? In potem, če nadaljujeva, tukaj piše, da v bistvu z neštetimi zapovedmi in prepovedmi usklajuje medijski prostor z vladnimi namerami in njihovimi predvolilnimi ambicijami. Mislim, da hujše kritike medijskega zakona niso mogli dobiti. Drži, je sicer res, da Mojca Šetinc Pašek, ne, je neke vrste opozicija Golobu, odkar jo je Golob vrgel čez ramo, ne, spomnimo se, to je bilo takrat, ko je bilo treba kaznovati Urško Klakočar Zupančič in nepokorne. Urška je razumela sporočilo. Urška je vsekako razumela sporočilo, je tudi pokazala zadnje dni to znova in znova. Ne, ampak Mojca Šetinc Pašek je bila takrat neko žrtveno jagnje, ko je bilo treba pravzaprav, ali pa tisti eksemplarični primer, ko je bilo treba poslancem Svobode pokazati, kje jim je mesto. Spet sva na lastnostih kartela, ustrelijo nekoga pred tabo v bistvu, ne. Tako, ne. Zato, da so potem ostali
ostale pokorili. Ne? Je pa res, da Mojca Šetinc Pašek je bila nekdanja novinarka in urednica, čeprav glede na njeno ravnanje v tistem času bi bilo boljše izraz mogoče uporabiti družbeno-politična delavka, ne? Kot se je tako imenovanim novinarjem reklo v prejšnjem sistemu, ne? Pa vendar kljub temu pa ravno zato zelo dobro pozna ustroj medijev in medijske zakonodaje, kar pomeni, da ne, morda celo tisto iz 80-ih in 70-ih bolj kot sedanje. Ja, bila so leta, ko sva z Mojco stala skupaj na hodnikih Državnega zbora ali pa pred vlado in moram reči čistko, ne, da ko se je podala na to politično pot, smo bili med drugim tudi jaz, nekateri, ki smo jo odkrito opozarjali predvsem na karakter Roberta Goloba. Nam je to takrat zamerila, mogoče celo koga blokirala na družbenih omrežjih. Danes mislim, da bi se z lahkoto na kakšni kavi strinjali o večini poant iz tistega časa. No, ko smo že pri poantah in medijih, velja povabiti naše poslušalce oziroma gledalce, da znova, če slučajno so v prejšnji epizodi zgrešili, pa tega še niso naredili, da obiščejo stran zanima.me, kjer pripravljamo pravzaprav tak nov, lahko rečemo eno novost, torej nov medijski portal, mnenjsko-informativni, kjer pa res lahko računajo na neko to medijsko svobodo, ne glede na to, kakšen bo medijski zakon, ker pač to pripravlja res dobra ekipa, pod vodstvom Roka Čakša in ostalih, ki se mu bomo v tem kontekstu tudi pridružili. Prav je, da se ob tej priliki tudi zahvalva za res številna izražena javna mnenja podpore. Se pravi, še naprej jih lahko oddajate na www.zanima.me. Naša vodila so pa zelo jasna. Nepristranskost, pluralnost, preseganje te blokovske delitve, tako v slovenski politiki, kot žal tudi vse bolj v novinarskih vrstah, predvsem pa soočenje različnih vidikov, različnih pogledov, različnih mnenj. Po domač povedan, ni črne liste. Pri nas ni prepovedanih in nezaželenih gostov, žal pa vedno bolj pogosto so, kje drugje. Ja, in tudi v tem kontekstu pač bomo vabili goste z različnih koncev, se pogovarjali z različnimi ljudmi, tudi morda takšnimi, ki komu ne bodo mogoče najbolj všeč. Prihodnjo epizodo, kakšno presenečenje za koga. Morda, če uspemo pridobiti, ampak vendarle na tej točki bi rad poudaril to, da se tudi ljudje tega zavedamo, da včasih se je treba pogovarjati tudi s kom, ki nam morda nazorsko ali kako drugače ni najbolj blizu. Ja, zdaj tisti, ki so si nazorsko zelo blizu in kjer ni nobene debate o nijansah, so se pa zbrali na rednem romanju, obrednem romanju v Dražgoše, ki je vse bolj mitološko, se mi zdi. Pravzaprav vsako leto, ko spremljam to, lahko bi rekel, to ima prav vse značilnosti tega verskega obreda. Torej, recimo, Slovencem bi bilo to še najbolj nekako, recimo, primerljivo za razumeti, če bi to primerjali z, recimo, romanjem 15. avgusta na Brezje. Torej, ko se ljudje z različnih koncev Slovenije odpravijo na pot do nekega romarskega središča, samo s to razliko, da je pač na Brezjih svetišče, v Dražgošah pa pač partizanski spomenik, ki, to mi je pa najbolj žalostno, pri vsem skupaj, ki predstavlja pa neko zelo lažno mitologijo, pri čemer, ker je ironija, da mi nek partizanski boj praznujemo v Dražgošah, ki so pravzaprav eno najbolj brezveznih lokacij za ta namen, ob tem, ko imamo toliko, mislim, če bi želeli praznovati res ta partizanske uspehe, že v bližini Dražgoš je ena lokacija tam, mislim, da bili z Cerknega, kjer je dejansko so partizani dosegali nek resen uspeh v boju z Nemci, pa tam ni te proslave, ni tega, je pa v Dražgošah, kjer je bil to pravzaprav en totalno fiasko, kar se mi res kaže na neko mitološkost in utemeljenost na laži, kar se tiče prav te konkretne zgodbe, ki je pa vsako leto se mi zdi nekako močnejša. Torej vsako leto bolj divje govore poslušamo. Točno to, meni Dražgoše vsako leto simbolizirajo predvsem tisti filmski povratek oziroma naprej v preteklost, bi rekel, in spomnim se najbolj govora hrumenja Janeza Stanovnika o Hitlerju in Stalinu. Moram pa reči, da mu letos že kar spodobno konkurira ne sicer osrednja govornica Urška Klakočar Zupančič, ki si jo bom po Škornjih zapomnil najbolj, ampak Milan Kučan, ki je zdaj hote ali ne hote, tam padel v nek small talk oziroma v ljudnostni pogovor z eno od prisotnih novinark, kar je prišlo ven, ima pa nekaj, se mi zdi, širše razsežnosti, tako da poglejmo. Imate še službo? Zakaj pa to vprašanje? Ja. Danes je to vse? Ja, danes je jutro te ne. Dinamično, vsak teden se te nema.
Evo, sad Senad, te ima, sad te nema. Ne? formula, ki jo je zelo dobro okusil Senad Jušić, ne? Mislim pa, da je seveda Milan Kučan mislil na Tjašo Slokar Kos, odgovorno urednico Pop TV-ja, ki je pač nedavno ostala brez te funkcije. Zdaj malo sem vrtel telefone, pa se z različnimi ljudmi, predvsem z levega pola, ker oni bolj dešifrirajo te besede, pogovarjajo o tem, kaj recimo je Kučan želel s tem pogovorom, s tem kramljanjem, sporočiti slovenski javnosti. Mislim, da toliko izkušen ali pa celo najbolj izkušen je, da je točno vedel, da bo tudi to zaokrožilo v medijih pa po družbenih omrežjih. Pravijo mi, da je to v bistvu rezultat tega, da odstavitev po dolgih letih, ne, menjava na vrhu informativnega programa najvplivnejše komercialne televizije, ni bila usklajena znotraj levega pola, da je to res speljal ali pa lobiral kar nekaj časa za to potezo ožji krog Roberta Goloba in vrha Svobode, ne, in v bistvu, da je ta poteza kar precej zamajala neka tradicionalna razmerja znotraj slovenske levice, po domače povedano, old boysi niso zadovoljni, zato na nek način pikro cinično Kučan o tem, ne. Ja, pri čemer je zanimivo, ne, pri kalibrih, kot je Golob, ne, celo dolgoletna prijateljstva ne pomagajo, ne, kolikor mi je znano, ne, sta Tjaša Slokar Kos in Robert Golob, ne, že prijatelja že iz otroških let, oba doma iz Sokana približno enako stara. Ja, moram reči, da se je tudi ta menjava, sem pozorno gledal, ker je bila to prva večja, delikatnejša stvar po menjavi in se pozna, ne, pri poročanju o odstopu notranjega ministra bi lahko dal par primerov, eno najbolj skrajno je res portal 24ur.com, ki mislim, da že uro, dve po odstopu Senada Jušića to je imel tam nekje na 7., 8. mestu na naslovnici, povsem pri dnu, in to z naslovom ravno tiste Golobove izjave, načelno dejanje, razbremenitev policije, skratka, brez problematiziranja, ne, opravljeno, gremo naprej. Druga stvar pa tudi te osrednje oddaje, ne, ob 7. mislim, da to ni bila prva tema, tam nekje druga, tretja po vrsti, medtem ko se je 2-3 dni izrazito pribijalo na križ Levico in ministra Luko Mesca zaradi likvidacije invalidskega podjetja, ne. Pa tudi večerna edicija, ki jo sicer bistveno bolj spoštujem tudi zaradi voditelja, ne, je že doživela lepše dni, kot je bil, mislim, da sreda ta teden, ne, ko so dali novico. Mesca so konkretno zmleli, ne. Res je, Mesca so zelo zmleli novico o odstopu in o tem, da Poklukar še ostaja, predvsem, ne, pa so dali tam nekje na tiste minute pred bizarne vesti iz zunanje, ne, se pravi, da tam neka pekarna peče krofe z zlatimi cekinjali. Tako, ne. Zdaj, če se pa še malo vrneva nazaj na vsebino, ne, našega romanja oziroma slovenskega levega romanja v Dražgoše, ne, kjer je pa tudi, ne, zanimivo iz političnega ali pa politološkega vidika spremljanja ravno tega, ne, je bila letos slavnostna govornica, ne, Urška Klakočar Zupančič, na srečo nam je prihranila vsaj petje, ne, čeprav brez bizarnosti ni šlo pa morda, ne, zdaj, če si pogledava najprej ta začetek tega govora, ne. Sem zasledila, da so se nekateri spraševali, kako se bom obula danes. Ja, zdaj, tale dva zadnja, ki smo jih videli, ne, sta ena od tistih, ki sem prej govoril o kartelu, ki res biznisirata v imenu te vlade, ne, in na drugi strani tako prepričano Bratuškova poje hej brigade, ne, iz nekih drugih časov. Zdi se mi tako, no, zelo lepo svoje biznisiranje, zelo lepo tudi svojo nesposobnost realno pri sprejemanju ukrepov zavijajo v ta anti-Janša sentiment, ne, in se mi zdi, da če se je že sploh v čem ta vlada skozi čas v 2 letih in pol izmojstrila, se je zgolj v tem, da znajo v pravem trenutku, ko jim gre slabo, ne, obuditi anti-Janša sentiment in so pri tem vedno bolj učinkoviti in gre pa na roko tudi dejstvo, da vsaj zaenkrat, kar se meritev javnega mnenja tiče, nimajo neke velike alternative, ne, ampak na nek način jim Milan Kučan tudi sporoča, ne, da samo anti-Janša na naslednjih volitvah za zmago ne bo več dovolj, iz česar bi lahko sklepali, da kakšen večji projekt se že medi za naslednjo kampanjo, tudi na levi sredini, ne.
Ja, je pa res, da ta, kot praviš, vedno bolj učinkovita retorika postaja tudi vedno bolj radikalna. Se mi zdi, da čeprav morda ne s tako gromovniškim glasom, kot je to počel gospod Stanovnik, ne, se mi zdi, da govorci zadnja leta pravzaprav vsebinsko pa celo še torej potencirajo to neko retoriko, ki bi si pravzaprav še v 80-ih prejšnjega stoletja že nekoliko čudili, ko se je pravzaprav ta socializem že rahlo rahljal. Ja, jaz vedno pri Janezu Janši rečem, da je za ohranjanje 20 do 25% stabilne podpore skozi leta potreboval vedno večji odmerek svoji bazi, teh nekih spornih izjav, recimo. Tule bomo videli pa samo primer drugo plat kovanca na levi strani zdaj, Tudi v Sloveniji nismo imuni pred strahopetnimi dejanji tistih, ki se želijo prevzeti nadzor in podrediti celotno družbo lastnim interesom. Med ljudmi poskušajo sejati strah in razdor. Ne samo v domači, ampak tudi na svetovni sceni vidimo številne politike, ki so se odpovedali kakršnimkoli omejitvam pri uresničevanju svojih ambicij. To, kar se v Italiji dogaja, to, kar se dogaja tam v Avstriji, glede na to, da so to sosedi naši, je zaskrbljujoče. Zato je pomembno, kako bomo mi delovali. Ja, mislim, zdaj ena razlika se mi zdi, da vendarle je med Janezom Janšo in njegovo ostro retoriko. Mislim, da vsaj tako eklatantnih laži in pretiravanj, kot jih lahko poslušamo v Dražgošah, vendarle z ust Janeza Janše še nismo slišali. Mislim, da jih tudi ne pričakujem. Mesec govori o tem, da se razraščajo po Evropi voditelji, ki se odpovedujejo vsem omejitvam pri doseganju svojih ambicij. Mislim, če se kdo odpoveduje vsem omejitvam za svoje ambicije, je to Robert Golob pa ta vlada. In ne vem sicer, kaj piše, Han omenja Italijo pa Avstrijo, kaj piše Bruselj recimo Italijanom pa Avstrijcem, to pač moram priznati, da nisem toliko obveščen. Ampak Bruselj piše recimo slovenski vladi o tem, da naj nehajo s političnimi posegi, aktualnimi ravno te dni, na neodvisno agencijo za energijo. Tam kličejo na odgovornost člane sveta, pozivajo direktorico k odstopu in podobno. Mislim, zdi se mi, kot bi Urška Klakočar Zupančič pravzaprav v tem govoru, kjer je sicer želela govoriti recimo o desnici, najverjetneje o SDS-u in Janezu Janši, pravzaprav govorila o samih sebi, o Robertu Golobu in tej kliki, ki pravzaprav torej uvaja medijsko zakonodajo po zgledu Vučića ali Orbana, odstavlja neodvisne torej člane svetov, neodvisnih organov, kar je spet neka totalno totalitarna praksa in pravzaprav sama ruši, kot zdaj že v skoraj vsakotedenskem safariju ugotavlja, ruši praktično vse sisteme zavor in ravnovesij v tej državi. Torej v bistvu govorijo nekako, bi rekel, celo o samih sebi. Zdaj pritiski na agencijo, o katerih sva govorila, pa so se slišali celo do Bruslja, Evropska komisija se je oglasila, češ da ne gre. Tako in mislim, da podoben pritisk je nekoč v preteklosti izvajala Nemčija in tudi bila obtožena strani Evropske komisije in to tožbo tudi izgubila. Zdaj v Sloveniji zaenkrat še nismo tako daleč. Je pa vprašanje, kako se bo torej ta saga z omrežninskim aktom razpletla. Mislim, da je bilo pa kar, lahko bi rekel, neprecenljivo gledati včeraj v oddaji Tarča, ko sta se soočila pravzaprav nekdanji minister in zdajšnji član, oziroma mislim, da je član sveta Agencije za energijo, Janez Kopač, in pa jedrski fizik in poslanec Gibanja Svoboda Miroslav Gregorič. Kopač je Gregoriču rekel, da jedrski fiziki ne razumejo omrežnine in energetike in akta omrežnini, kontra je pa Gregorič Kopaču čestital, Kopač je poudaril, vse veste, da sem jaz tudi bil minister in smo slišali bravo. Tako da tukaj tudi vidimo recimo energetika, poleg medijev, pa še kaj je še eno področje, kjer se v bistvu leve frakcije tolčejo med sabo. Mislim pa, da je zelo dobro bilo rečeno proti koncu oddaje Tarča, da so dejansko ta omrežninski akt do zadnjega pripravljali skupaj. Kabinet Roberta Goloba, minister Kumer in agencija. In zdaj na koncu, ko so pač davkoplačevalci videli, kaj to pomeni, pa tudi podjetniki videli, kaj to pomeni za njihove mesečne budžete, zdaj pa nisem bil jaz, naj odstopijo v tem. Ampak vlada se je zdaj vsaj začasno pod težo dopisa, ki ga je dobila iz Bruslja, povlekla nazaj. Bruselj je rekel, da bi lahko celo sprožili postopek ugotavljanja kršitev obveznosti po pravnem redu EU. To je dejansko nekaj, s čemer se še največkrat Madžarska sooča zaradi nekih Orbanovih čistk. In zdaj so se malo strašili, povlekli s to menjavo, ker očitno določene njim pomembne skupine povezane s podjetjem
tem GEN-I, plačujejo več. Ja, pri čemer je pa treba poudariti, da pravzaprav pri tem omrežninskem aktu, čeprav je nekoliko kompliciran in čeprav je Agencija za energijo, se mi zdi, naredila eno veliko napako s tem, da je izvajanje postavila pravzaprav na začetek zimske sezone. Ja. To je ravno takrat, ko bo po tem aktu ljudi udarilo več, ne? Pa je vendarle zadeva ni tako nesmiselna, kot se zdi na prvi pogled, ker nekako prerazporejuje bremena, glede na to, koliko kdo pač omrežje tudi obremenjuje, ne? In v tem kontekstu pač tisti, ki ga bolj tudi zdaj po novem plačujejo več, ne? Pri čemer so taki pogosto ravno lastniki sončnih elektrarn, ampak ne zato, ker imajo sončno elektrarno, ne? Ampak predvsem zato, ker so ob tem, torej tudi zato, ker so računali na to brezplačno energijo iz sončne elektrarne, tudi bistveno povečali svojo porabo, ne? Ali z električnim avtom, ali s toplotno črpalko, ali še celo, slišimo celo zgodbe o nekih ogrevanih dovozih in zimskih bazenih in podobno, ne? In v tem kontekstu se treba zavedati, da ti ljudje pravzaprav po zimi, ko to ogrevajo, ne? Sončna elektrarna tega ne proizvaja in jemljajo energijo iz omrežja, tako da se mi zdi, da ta energetski akt pravzaprav nekako na realna tla postavlja realnost, ne, glede sončnih elektrarn. Je pa to res nekoliko v nasprotju z interesi GEN-I-ja, ki pač te sončne elektrarne prodaja in morda ljudem včasih ponuja tudi nekoliko, bom rekel, prenapihnjeno upanje. Zdaj, če greva na hitro še na eno podobno temo in sicer na nepremičninski davek ali pa na te zadeve z obdavčitvijo. Ne. Slišal sem ravno v včerajšnji Tarči, kakšen populizem zganjajo poslanci Svobode. Ne. Prav, recimo, mislim, da je bil očitek naslovljen na NSI, češ opozicija ščiti velike kapitaliste, da potem poceni ogrevajo svoje vile. Ampak oni sami počnejo točno to. Ne. Imeli smo v zadnjem tednu napisanih kar nekaj člankov o tem, katere vile, kjer imajo bogataši stalno bivališče, seveda, ne, ker so pametni, ne bodo sploh obdavčene po novem predlogu nepremičninskega zakona. Po drugi strani je šlo zelo pod radarjem, ne, tudi načrt, da iz 50% na 20%, bistveno več kot za polovico, znižajo obdavčitev za tiste, ki imajo letno davčno osnovo višjo od $500,000 evrov. Ne. Robert Golob med njimi po mojem zanesljivo. Ne. Ja, mislim, da teh ljudi, kot sem prebral, nekje med 50 in 60 trenutno Ni jih veliko, v Sloveniji. Ne, zdaj, jaz bi tle rekel eno, ne, sicer na nek način se mi zdi, da je smiselno potem nekje na neki točki. To je bila ideja recimo pod prejšnjo vlado socialne kapice, ne, ali razvojne kapice, kot so to imenovali, ne, da se na neki točki ti davki pač ustavijo, ker se sicer eksponentno povečuje davčni primež, ne, več kot imaš, kar pomeni, da recimo neki ljudje, ki izredno veliko zaslužijo, recimo neki zelo uspešni športniki, ne, potem običajno svoje rezidentstvo predstavijo v neko drugo državo, ne, mislim, da za kolesarje je sploh značilen recimo v tem primeru Monako, kar pomeni, da v Sloveniji potem od tega davka ne dobimo več čisto nič, namesto da bi pač pobrali nekoliko manj. Tako da v tem kontekstu razmišljati o določenih ugodnostih, ne, za te najvišje plačane poklice je vsekakor smiselno, se mi, da se pa vlada tega loteva kot vedno na povsem napačnem koncu. To se popolnoma strinjam, oni pa šraufajo na naslednji način. Ne. Cel kup nekega tuninga pa nekih sprememb delajo tam na meji 60-70 tisoč evrov letno, ne, pa tam zaostrujejo za normirance pogoje, pa ne vem kaj. Ne. Hkrati pa vlada, ki trdi, da jo kapitalisti ne zanimajo, potem razmišlja o bistvenih razbremenitvah nad $500,000 evrov. Mislim, to je pa... Ne. Pričemer spet davek na nepremičnine je pa spet zelo pavšalno, ne, torej prvo nepremičnino, ali to vila, ali je to neko majhno stanovanje, v katerem, ali pa nekem podeželska hišica, kjer nekdo živi, ne bo obdavčena, ne. Druga nepremičnina, zdaj, ali je to nek vikend, ali je to neko, recimo, največji problem je pogosto to, recimo, ali nepremičnina, ki jo starši, recimo, dajo v uporabo svojim otrokom, ne, ali pa na drugi strani, recimo, posledice raznih dedovanj, ko nekdo postane lastnik deleža neke hiše, v kateri pa recimo ne more živeti, ker tam že živi, ne vem, brat, sestra, starši ali kdo drug. Ne? Ja, in jih davčna stroka, ne, mislim, da Ivan Simič tukaj kot večkratni direktor Fursa res zelo dobro ve, o čem govori, opozarja, da večina premoženja v nepremičninah v Sloveniji ni zbrana pri eliti, ne, ampak dejansko pri srednjem sloju, tako da če bojo dali to obdavčitev, ki je predlagana, bojo najbolj tolkali po svojih volivcih v bistvu, ne, de facto. Zdaj, ko sva pri teh gospodarskih temah, greva pa težko mimo implikacij na dnevno politiko. Jutri, ne, snemava v petek, jutri nastane ena nova stranka z poudarjeno tem gospodarskim predznakom. Imenovala se bo Fokus, gre pa za projekt Marka Lotriča. Ne. Ja, aktualnega predsednika Državnega sveta, ne, pri čemer morda par zanimivosti, ne, mislim, da je Državni svet, ki je že veljal skoraj za neko brezvezno odpisano institucijo v preteklosti, ne,
v zadnjem in še posebej v tem mandatu, mislim v prejšnjem in v tem mandatu, ne, postal bistveno bolj prepoznavna institucija in tudi bistveno bolj nekako učinkovita, ne, mislim, bistveno več vetov in tudi posvetov in podobnih stvari. Če se pohecava, ne, če bi Matjaž Han res zapeljal tam proti koncu mandata SD ven iz vladne koalicije, bo na nek način s tem posredno delal še predvolilno kampanjo Marku Lotriču, ne, ker bo potem veto državnega sveta spet postal veliko večja tema, kot je ta hip. Ne. Sicer pa Marko Lotrič je tisti politik, takrat, ko še ni bil, ne, ko je bil predvsem uspešen gospodarstvenik, ki ga Janez Janša menda ni našel na Googlu in ga posledično ni želel podpreti za predsednika državnega sveta. Glede kongresa moram reči, da ni veliko znanega, nek dogovor velja, da o imenih v stranki in tudi tistih, ki nekako kot gostje pridejo do sobote, ne govorijo. Mislim pa, da bo potrebno biti pozoren predvsem na to, kdo iz opozicije pride. Ne. Mal se ugiba o bodočem sodelovanju z NSI-jem recimo in tako. Ne. No, mislim, glede na to, kako se kaže, ne, torej Marko Lotrič je človek iz gospodarstva, ne, bil je eden izmed uspešnejših podjetnikov v Sloveniji, postavil iz nule na noge veliko podjetje, ne, mednarodno, lahko bi rekel celo multinacionalko Metrič Meroslovje, ne, ki jo je potem uspešno predal hčerki, ne, ki zdaj to pelje naprej. In se sam šele potem podal v politiko. Tako da v tem kontekstu je resna konkurenca recimo Robertu Golobu in Zoranu Jankoviću kot nekima kvazi menedžerjema, na drugi strani kot uspešen menedžer, ne, ki je dejansko ne zgolj iz nekega monopolnega državnega podjetja vladal, ampak dejansko postavil svojo firmo. Ja, Roberta Goloba so ustvarili nadzorni sveti, ne, teh paradržavnih ustanov, za Jankovića pa vemo, da mu je kar Tone Rop rekel, jaz sem te naredil. Jaz sem te nastavil, ne, politika te je nastavila. Ne. Ja, Lotriča to ni, ne, je pa zanimivo, se mi zdi, da bo zelo zanimivo videti, kako uspešno se bo tukaj krmaril, ne, ker je treba pa vedeti nekaj, ne, uspešni podjetniki niso nujno vedno uspešni politiki, ne, to je recimo pokazal ne nazadnje ravno ta dva, ki sva jih tudi omenila, to kažete. Tudi ta dva, ampak ta dva sta celo uspela vsaj priti na oblast, ne, recimo uspešen podjetnik ali pa neka stranka, ki se mi zdi programsko dokaj podobna temu, kar zdaj vidimo pri Lotriču, ne, je bila recimo že gospodarsko aktivna stranka Alojza Kovšce, za katero pa mislim, da nihče ni vedel. Jaz sem že večkrat opozoril, da se iz slovenskih gospodarskih krogov glasovi na volilno nedeljo zelo slabo transformirajo na volilne lističe, tako da mislim, da bo stranka morala, ta projekt bo moral razumeti, da mora nagovarjati širše. Ne. Nagovoriti samo slovensko podjetništvo ne bo dovolj. Mislim, da morajo tukaj staviti na neka širša sporočila. Morda res v sodelovanju še s kom. Ne. In mislim, da slovensko podjetništvo bo moglo pa razumeti tudi, ne, da pravzaprav, če želi živeti v državi, kjer bo mogoče delati, ne, mislim, da če samo seštejemo torej, dodatna bremena, ki jih podjetništvu nalaga ta vlada, mislim, da bomo malo že prišli na zelo visoke dvomestne številke v odstotkih, ne, povečevanja primeža, ne, da je čas, da pravzaprav te podjetniki spoznajo, da je tudi na njih, ne, še posebej pa na kapitalu, ki so ga morda uspeli ustvariti v zadnjih 30-35 letih, ne, da podprejo recimo projekte, ne, ali strankarske, politične, ali medijske, ali kakšne druge, ne, ki se pač tukaj peljejo v Slovenijo v smer nekega bolj zdravega razvoja, ne, pa če spet lahko morda, ne, pritaknemo svoj lonček, če kakšen podjetnik gleda, morda lahko pogleda tudi na www.zanima.me. Res je, ja, in preden se na hitro dotakneva enega VIP dogodka, na katerega za čuda Robertina ni vabljena, ne, morava na hitro poleg podjetnikov omeniti po mojem še zdravnike. Fascinanten podatek je, ne, da se stavka Fidesa preveša v drugo leto, oziroma se je že prevesla v drugo leto, in slišali smo tudi zelo pomenljivo izjavo predsednika sindikata Damjana Povha, ne, ki je rekel, da se za vse probleme, ki so se v tem mandatu še dodatno nakopičili na stare probleme v slovenskem zdravstvu, lahko javnost zahvali Robertu Golobu osebno. Tukaj je bil zelo specifičen. Ja, vsekakor, ne, mislim, da tlele treba poudariti par stvari. Prva stvar, ne, stavka, zakaj sploh je? Zato, ker je vlada podpisala, ne, celo v uradnem listu objavila sporazum z zdravniki, ki se ga potem ni držala. Ne, torej, tukaj ne gre za neko izsiljevanje zdravnikov, ki bi ne vem kaj želeli, ampak zgolj za zahtevo po izpolnjevanju podpisanega dogovora. Ne, tukaj si je pravzaprav, na tej točki si je vlada, se mi zdi, zbila praktično vso kredibilnost. Tudi z dogovori je podobno kot s kadri, sad te ima, sad te nema. Ne? Ne, druga stvar, ne, mislim, da ima Robert Golob, ne, bistveno bolj celo kot, po eni strani tudi pacienti, ampak predvsem Robert Golob srečo, da so zdravniki v svojem stavkanju izredno omejeni, ne, ker pač, in da jih poleg
zakonodaje veže tudi njihova vest, ne, ki jim pač ne dovoli škodovati pacientom. Ne, in zato torej, pravzaprav zdravstvo vendarle ni počepnilo, recimo tako, kot bi naprimer, ne vem, javni promet ali kaj podobnega, če bi stavkal kdo drug. Ne. In pa na tej točki se sprašujem še nekaj, ne, ker smo tudi ta teden je vlada sprejela zakon o zdravstveni dejavnosti, ne, ki gre zdaj v parlament in spet, kot opozarjajo zdravniki, pomeni oster napad, ne, in še dodatno razkroj. Ta zadnja dikcija je najbolj skrajna v razmejitvi med javnim in zasebnim, ne? Ja, ne, pri čemer spet ironično zdravnikom ne dovolimo delovanja v zasebnem sektorju, vsem ostalim pa. Ne. Mislim, nihče nobenemu javnemu uslužbencu ne prepoveduje, da v popoldanskem času odpre še, ne vem, popoldanski SP in še nekaj drugega počne, zdravnik pa tega po novem ne sme. Ne. Na tej točki se jaz pravzaprav sprašujem, ali gre res za neko totalno ideološko zaslepljenost in popolno nesposobnost, ne, ki jo kažejo ti avtorji te zakonodaje. Mislim, da v nekaterih primerih verjetno gre za to, ne, mislim pri raznih glasih ljudstva in jenulih in podobnih, ne, ki se za to tako zelo zavzemajo. Bi si upal ugibati, ne, da gre verjetno res zgolj za neko popolno nesposobnost, nepoznavanje problema in popolno ideološko zaslepljenost. Na drugi strani se pa sprašujem, glede na posledice, ki jih bo zadeva imela, torej posledica bo popoln razkroj javnega zdravstva, kar posledično pomeni vzpostavitev dejanskega zasebnega zdravstva, ki pa gre na račun tistih, ki ga bodo vzpostavljali, se pravi razni dušeni kebri in podobni, ki morda niti zelo njihovih imen ne poznam, pa imajo močen interes, da bi na tem zasebnem zdravstvu služili. Se sprašujem, če ni morda to celo načrtno rušenje javnega zdravstva v imenu njegovega reševanja, da bi lahko vzporedno vzpostavili zasebno zdravstvo in na njem služili, ker ne nazadnje, ko gre za zdravje, ljudje pač ne šparajo, ne, bodo plačali, kolikor bo treba. Ne. A veš, kdaj boš dobil odgovor na to tvoje vprašanje? Ko teh ljudi ne bo več na javnih funkcijah, boš pogledal, kje so se zaposlili po koncu mandata, mislim, da ti bo takrat odgovor bolj jasen. Bomo tudi spremljali točno to. To pravilo, ne, Senada Jušića, lahko mu rečemo, ker Jušićevo pravilo zdaj si in potem te ni, ne, oziroma imate in nemate, sta pa preizkusila tudi Robertina, Tina Gaber in Robert Golob, ki sta imela svojih 30 sekund na hodniku v Parizu, ne, z Donaldom Trumpom na inauguraciji, ki sledi naslednji teden. Ju pa ne bo, čeprav sploh ni malo Slovencev, ki grejo te. Ja, uradno sicer pravijo, ne, iz kabineta predsednika vlade, češ, da so povabljeni zgolj veleposlaniki, ne, ampak seznam Slovencev, ki pa bo prisoten na inauguraciji, več kot presega zgolj ime slovenskega veleposlanika. Mislim, da že poslanca stranke SDS Andrej Poglajen in Žan Mahnič nista veleposlanika, ne, da bi vedel. Ne, ni jo povabila republikanska stranka, mislim, da njen podmladek in pa kongresnik, senator, točno mislim, da kongresnik Gosar, ne. Iz republikanske stranke. Še bolj neprijetne stvari za Goloba in za njegov ugled, ne, je pa povedal podjetnik iz Ajdovščine Ivo Boskarol, ki je rekel, da je poleti peljal očeta Melanije Knaus Viktorja in Roberta Goloba na kosilo v Vipavo, v eno dobro restauracijo. Tudi fotografija je zdaj zaokrožila z tega njihovega druženja z namenom, da bi pomagal Golobu urediti zgodovinski obisk celotne dinastije Trump v Sloveniji, ne. In da je to Robi zamočil, ker je kasneje s svojimi rusofilskimi stališči pač to tudi v OZN-u in še kje druge pač podrl te možnosti, ne? Očitno si pa zaprl tudi vrata na vabilo na ta dogodek. Ja, jaz bi pri tem dodal samo še to, ne, da pravzaprav nikogar iz leve scene ne bo, ne, kljub seriji Slovencev, ki tam bodo, ne, kar tudi nekaj pove recimo o tej mednarodni prepoznavnosti in ugledu Slovenije, ne, ki naj bi tako zelo narastel v času. Ja, gresta še mogoče zanimivo, ne, ljubljanski škof Anton Jamnik, pa recimo kakšna, ne bom niti poimensko, zdravnica, ki jo imajo tudi slovenski tajkuni precej radi, zdravi pa na srcu. Tako in srčno smo to oddajo pripeljali tudi do konca, ne. Še enkrat bi povabila vse torej gledalce in gledalke, ne, da se podajo tudi na stran zanima.me, kjer še vedno iščemo, ali je interes, da morda nekaj takega, kot je tedenski safari, torej nek neodvisen medij, komentatorsko mnenjski portal, informativni portal, postane tudi neka realnost. Tako da povejte, če vas zanima, če nas pri tem podpirate, ne, zanima.me. Lahko pa pri tem računate, da je ta projekt za vas in ne za strice iz ozadja, tako kot tale projekt, ki ga že 4 mesece gledate, torej tedenski safari. Zahvaljujeva se za odzive, za podporo.
In naj ob tem dodam, kar so bila tudi nekateri strahovi pod komentarji, ko smo to najavili, tedenski safari v vsakem primeru ostaja. Tako in bo s tem novim portalom, če portal bo, tudi tesno povezan. Drži. Zdaj, če nas še ne sledite, nas lahko posledite na družbenih omrežjih, lahko se naročite na naš kanal na YouTubu, in kot rečeno, safari ostaja. Znova se vidimo spet prihodnji teden. Svidenje.